Jaz sem v Svinče vasi doma, sicer je naša družina vedno bila zelo samostojna, ker smo pač socialno neodvisni bili, ker je veliko posestvo, ne. In s tem smo pač že od doma malo več samozavesti seboj prinesla, ne. No ja, dobro, ne, najprej je bil teloga 3,5 leta, ko si bil zaprt, zaklenjen, vedno s tem strahom, kaj bo in tako. In v tem, takrat sem si pravzaprav veliko poguma nabrala, ne, ker sem vedno mislila, ko bomo domov prišli, bomo to in to naredili, ne. Nikoli nisem dvomila v to. Jaz še vem, da smo enkrat eni taki, ne vem, no, ki nas je pazila, ne, si mi enkrat rekla, hotela reči, nisem še znala tako nemško, sem rekla, ko bom domov prišla, bom vam poslala koroški šartelj in rdečo klobaso. Ja. To se pravi, ja. To mi je že pomagalo in kar mi je še pomagalo, da sem doživela naciste, Nemce v najslabši vlogi, ne. Tako da so se mi vsi zdeli, glavno je meni bilo to, da so, kako bi rekla, da nimajo manir, da se ne znajo obnašati, da so kakor oni divjaki, da ne spadajo med navadne, normalne ljudi. Ne, ker so jo vedno pili, pa vedno se je strašno obnašajo take ljudi, ki mislijo, da imajo oblast, ne. To. In meni je pa to pomagalo, ker sem jih zaničevala, ne. In pravzaprav imam še nekje to danes v sebi. Jaz Nemcem ne zaupam. Jaz sem rada na univerzi predavala, zelo rada. Pa tudi rada, če je kdo malo tako zaostal, da sem gledala, da se spet vključi pa tako. To mi je, ja, najbolj blizu bilo, ne, to delati. No, in to znanstveno delo zraven pa tudi, ne, ker se je začelo za mene s tem, ko sem šla slavistiko študirati, s tem, da sem mislila, jaz si bom svojo identiteto znanstveno podčrtala. In tako, da veste, te neumne stvari, ko na Koroškem govorijo zaradi jezika, vindiš, ne vindiš, da sem si tukaj eno osnovo ustvarila, pa eno bazo, da mi noben nič ne more. Ampak že čisto nič. Ne. To je bil začetek, ne, in potem pa začneš to naprej delati, ne. In mene je recimo vedno zelo jezilo na Koroškem, če sem s kom govorila, ne, tako, bolj tako z izobraženimi ljudmi. In pol so pa, če je bil kako vprašanje bilo, tako iz zgodovine, iz naše zgodovine, so pa večinoma rekli, ja, jaz to ne vem, jaz ne znam slovensko brati. Ne. In jaz sem mislila, dobro, to je ni. In zato sem jaz potem navsezadnje to enciklopedijo naredila v nemščini, ne. Sem mislila, zdaj pa imate, pa preberete, ne. No ja, moja prednost je pač ta, da jaz vse te jezike znam, ne. Jaz rusko znam, angleško znam, francosko znam, zato sem mislila, to bom koristila, da bom malo spet mednarodni flair not spravila. In jaz sem tudi bila na občnem zboru, ne. In ker je Zveza koroških partizanov je podorganizacija od Zveze slovenskih organizacij, ne. In sem bila, no, in gospod Kuhar je rekel, da pač zdravstveno ne more več. In je pa mene predlagal za naslednico. In ne vem, to so sprejeli, ne, in no ja, potem sem bila pač predsednica Zveze partizanov in ja, sem pač tako imela svoje predstave, ne. Osnovna ideja je bila, da bi te zvezne sile, ne, ki so podpisnice avstrijske državne pogodbe, da bi ti tudi spet prišli na to osrednjo
praznovanja, ki imamo vsako leto. Ne. To je bila moja ideja in mi je tudi uspelo, da je iz Moskve ruski zastopnik prišel. Enkrat in drugič je pa en konzul prišel. Zato veste kaj, jaz 60 let na Dunaju živim in v čisto drugem okolju in Koroška je pač tako majhna in ljudi so se vedno bolj getoizirali, se mi zdi, ne? In jih ne zanima, ne? In pravzaprav se je meni prvi še tisto Marjanov koncept tudi dopadel. En je bil tak slab. Je pač bil koncentriran na partizanski odpor, kar je tudi do neke mere bilo pravilno, ne? Ker tam je, ta tragedija je bila, mislim, v okviru partizanske borbe tam v tistih gorah, ne. In razumete, jaz sem sama bila v Logarju 3,5 leta, meni ni vseeno, če se soočim z takimi dejstvi pa grozodejstvi iz tistega časa. Ja. Če si predstavljaš, da so tam po zimi in kaj so doživljali, mislim, že edino te človeške osebne muke, ne, v mrazu, pa v snegu, pa v dežju, pa begati, pa skrivati se, pa grozno, ne. Ampak važno je, da je ta muzej nastal, ne, da to zdaj ni mrtva točka, ampak da je res nekaj, ne, ker to veliko pomeni. Ja, jaz sem vsakič, če gor pridem, sem zelo na eni strani prizadeta, na drugi strani nekako zelo ponosna, da imamo to. Zdaj bomo videli. Jaz mislim, da bi pač zelo važno bilo, da v okviru Peršmana, ne, to je muzej pa tako, da se vključi tudi tako en del tega dela za mir, ne, Friedensarbeit. Ne. Ja, to, da so odpor pa partizane tako ekskluzivno imeli, ne, kot stalno saboto, to je bilo malo kontraproduktivno, ne, ker ne moreš samo eno stvar gledati. Vse idejo miru bi morali stalno zraven imeti, ne. Meni je važno, da zdaj tam mladi delajo. Veste, mladi imajo svoje ideje pa nov dostop in niso tako obremenjeni od vojne same, ne, kako moja generacija. In zato je to prav, ne. In isto tako, isto se dogaja, ne, v šolah s temi pričami časa. Zdaj je toliko angažmana in celo je zdaj seveda ta Inanat, ne, naseljena pri vladi, ne, pri ministrstvu. Torej, zdaj ni več problema zaradi stroškov pa tako in tudi ni problema, da bi enkrat zginilo, ne, če nimaš vsakič te prave ljudi v rokah in zato je to zelo dobro in tam so pač tudi samo mladi, v glavnem mladi, ja. Na vsak način se je itak samo izpostavilo, da je to zelo važna stvar, Peršmanov muzej in vse to, ne. Da je to danes tako rekoč marka, ne. Mislim, so Avstrijci zdaj tudi ponosni, da je en muzej o odporu, ne.